Dobrodošli v oddaji s knjigo. Novembra 2014 je na eni izmed mariborskih šol prišlo do nekega škandala. In sicer dijaki so med seksom v prostorih šole ujeli in posneli ravnatelja in eno izmed učiteljic. In potem so to objavili na spletu. Iz tega posnetka je nastal vseslovenski škandal. Mediji so to objavljali znova in znova, ljudje so komentirali. Vsak je bil nekako skoraj poklican k temu, da nekaj pokomentira in pove o tem. In o tem se je res da teden, dva govorilo skoraj da vse posod. Ampak ta zgodba je dobila tak tragičen zaključek, ravnatelj je storil samomor. Danes je z nami Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Ana, dobrodošla v oddaji s knjigo. Hvala, lep pozdrav. Ana, čisto na začetek, daj malo povej, kakšno si imela ti otroštvo? Moje otroštvo je bilo srečno. V bistvu preživljala sem ga z bratom, z mamo, očetom. Živeli smo v hiši. Bolj na samem je hiša. Zdaj tam živi moj brat, moja babica. V bistvu povezana sem bila z naravo, veliko sem bila zunaj. Veliko smo hodili na izlete, na morje. V bistvu srečno otroštvo otroka, ki ne ve, kaj so skrbi. Vsaj tiste glavne skrbi. In koliko si bila ti stara, ko se je zgodil ta dogodek, ta škandal? 16 let. 16 let. Tako. Hodila si v srednjo šolo. Tako, drugi letnik srednje šole. A nam lahko malo poveš, kako si pa ti kot hčerka ravnatelja prvo zvedla za to in kaj se je tiste dneve dogajalo? Jaz sem v bistvu za to zvedla en dan preden je video prišel v javnost. Ko sem v bistvu scrollala po Facebooku in naletela na video. Ko sem video videla, najprej sem ga gledala in sem bila tak, posnetek seksa, kaj spet to. No, pol, ko sem ga pogledala drugič, mi je bil moški znan in sem ugotovila, da je to moj ati. Že takrat sem prebrala komentarje, ki niso bili lepi. Veliko jih je bilo tudi, je hčerka ponosna na očeta, je sin ponosen na očeta, kakega očeta imata in tako dalje. Kaj bi pa tisti prvi občutek, zagledaš in to je moj oče? Kaj je bilo v tistem trenutku? Kakšne misli so ti švigale? Kaj? Kaj? Kaj to? Zakaj? Kaj bo? V bistvu strah. Pred dogodki, ki sledijo, upanje na najboljše in razmišljanje, kaj v bistvu narediti. Ali povedati, ali ne povedati. Jaz sem v bistvu vedela, da mami bi mogla povedati, ampak nisem zbrala poguma, da v bistvu bi vsaj z njo delila to, kar sem videla. In si potem povedala mami? Ne. V bistvu mami je izvedela drugi dan iz medijev, mislim da. Napisala mi je sporočilo, da pride po mene v šolo. Moja mama je še vedno upala, da jaz ne vem. Ampak v bistvu, ko sem odprla vrata avta, smo se spogledali in smo v bistvu obe dve vedeli, da druga. Čutili smo bolečino druga v drugo in vedeli smo, da obe dve vemo. In kaj potem? Kaj ste kot družina naredili? Stopili smo skupaj. Stopili ste skupaj? Tako je. V bistvu mami se je odločila, da bomo najprej pomagali očetu, da v bistvu se premaga, da bomo potem reševali družinske zadeve. On je bil doma sprejet, njemu smo doma pomagali, nudili smo mu pomoč. Ampak očitno to ni bilo dovolj. Vi ste, kot si v knjigi zapisala, tisti dan ste dejansko se dobili na kavi, cela družina, in se pogovorili o tem. Ja, mislim, tudi tisti dan zvečer sta prišla stric in teta in mi smo se na koncu ob enih zjutraj smejali. Prav smejali smo se temu dogodku. Ker toliko je humoristično smo sprejeli. Imela sem občutek v teh dneh, da nas je afera celo mogoče malo bolj povezala. Kaj se je pa potem zgodilo naslednje V dni? bistvu naslednje dni so pa mediji pritiskali, komentarji so bili zlobni. Nismo imeli miru in moj oče se je zlomil pod težo pritiskov, spletnih komentarjev, medijev in storil je samomor. Pa si brala te komentarje? Ja. V bistvu sem brala, takrat so me zanimali. Prvič sem bila ne po svoji krivdi vržena v situacijo in
nisem poslušala nasvetov šolske svetovalne delavke, da naj tega ne berem. Brala sem, boleli so me, nažalost pa vem, da jih je prav to dati. Rekla si svetovalne delavke. So v šoli opazili, da ni v redu nekaj s tabo, so vedeli za zadevo, ali si se sama obrnila po pomoč? V bistvu meni se je tisti dan očitno zelo dobro videlo, da nisem v redu. In nisem povedala, da nisem v redu, me je pa ustavila moja profesorica slovenščine. Me vprašala, kaj se dogaja. Sem ji povedala. V bistvu bila je prva, ki sem se ji odprla. Prva, ki mi je posvetila svoj čas in to mi še danes ogromno pomeni. In ona me je v bistvu potem napotila naprej do svetovalne delavke, ki pa je v bistvu bila ob meni cel čas afere, pa še potem v bistvu do konca srednje šole smo imeli nek poseben odnos, je spremljala, čeprav ne bi rabila, bila sem v redu. Ampak je bilo zelo lepo še zavedati, da je nekomu toliko mar za tebe. Zdaj, bila si stara 16 let, veš, najstnica, seveda najstniki so občutljivi tudi, kako izpadajo v očeh vrstnikov. A si pa prav ti strani vrstnikov dobivala kakšne komentarje? Ja, sem jih dobivala. Mislim, ne usmerjene na mene, bolj usmerjene proti mojemu očetu, češ. A je ponosna, kakega očeta ima. Je vesela za svojega očeta. Ali pa mogoče, glej, kakega očeta imaš. To je v bistvu bilo, dokler on ni naredil samomora. Potem pa sem v bistvu bila na enem rojstnem dnevu. Hvala Bogu, takrat, ko sem že bila psihološko toliko okej. Zdaj sem že imela pomoč, ni mi bilo več najtežje. Ko pa je v bistvu do mene pristopila ena punca, ki sem jo takrat videla prvič v življenju. Ona je mene tudi videla prvič v življenju. In mi je v obraz rekla, Jaz bom se povedala točno tako, je ona rekla. A veš, kaj se je na naši šoli zgodilo? Ravnatelj pa profesorica matematike sta se fukala, pa idiot ni pritiska zdržal posebej k spravu. In kako je bilo tebi? Jaz sem šla stran, kot prav sem prej povedala, bila je velika sreča, da sem jaz takrat že bila obravnavana, že vodena in da sem že si psihološko opomogla oziroma sem bila v procesu, da bom v redu. Šla sem stran, njo so tudi takrat, ko smo stali tam, ko je ona govorila, so jo rukali, so jo dajali jasne znake, da nekaj ni okej. Jaz sem šla stran, jaz sem se ji pol umaknila, ona je prišla do mene, ko so ji povedali, bilo je zelo sram. Sem ji opravičila, jaz sem opravičilo sprejela, ampak sem pa pač povedala, glej, ti si meni samo pokazala, kak človek si ti, ne kak človek sem jaz. In če greva zdaj na malo te spletne komentarje, ne? Na eni strani marsikdo reče, pa kaj, pa ljudje govorijo marsikaj, pa te govorice, pa to ne smeš resno imati, vseeno, glavno imaš svojo družino in tako naprej, ne? Kaj bi takim rekla? Da v bistvu lahko narediš to, kar si zdaj povedala, da tako razmišljaš, moraš ti biti zelo močen. Tako jaz razmišljam zdaj. 10 let kasneje. 10 let kasneje, ko sem v bistvu predelala zgodbo, ko sem imela ogromno pomoči, tudi strokovne. Zdaj jaz isto razmišljam in dejansko se me ne dotaknejo komentarji. Jaz sem bila to ful v šoku, ko sem knjiga je prišla, bili so komentarji, mami jih je videla, mami je bilo strah, mami je bila, ne beri, mami, ti si to mogla prav iskati, da si našla. In sem šla na sprehod in sem tako razmišljala, kaj to je čudno, da jaz nič ne čutim, ob tem, ko vem, kaj so določeni ljudje napisali o meni. Tako da zdaj ne, zdaj sem definitivno, zdaj je moj nasvet tudi lahko tak, ampak moj nasvet človeku, ki je v bistvu isto močan kot jaz. Ne moraš pa ti nekomu človeku to reči, ki je krhek, ki ni sam šel v javnost, ki je v bistvu bil vržen v situacijo, naenkrat so vsi vedeli, kdo je in...
Pa takrat je bilo to res vse slovensko, to se je ponavljalo, to skoraj ni bilo medija, da ne bi to pisali. Mislim, to je res zraslo v neslutene širine. Ja, v bistvu, in če jaz gledam mojega očeta, deloval je močno navzven. Bil je trden, jaz sem si mislila, če pa koga ne bo nič na svetu zlomilo, pa to on. Ampak človek je žal močan, toliko koliko je močna njegova psiha in to je znotraj človeka, to se v bistvu ne vidi. Zato ne govoriti, ne soditi, če ne poznaš ozadja, ker ne veš, kakšna duša je v še tako mogočni osebi. Iz knjige, če preberem, besede bolijo in uničujejo kot udarci. Udarcem lahko bežiš, besedam ne. Besede te spremljajo. Slišiš jih, čeprav se trudiš, da jih ne. In dotaknajo se te, čeprav tvoj ponos tega ne prizna. Pa so prav, kdaj vam kot družini, da si predstavljam, da vi tam sprehajate v domačem okolju, greste ven, a so prav do vas prišli, pa vam kaj povedali, ali je bilo to bolj v ozadju? Direktno do mene ni pristopil nihče. Smo pa bili v kaki trgovini, pa so se pri blagajni pogovarjali na glas. Ne vem, ali nas niso prepoznali, ali so na laž to delali in si slišal. So se pogovarjali, logično, mislim. Takrat je vseeno bilo to vrženo ljudem na dlan, vsak dan znova in znova in vsi so se počutili poklicani soditi. Direktno do mene osebno pa ni prišel nihče. Kako je bilo pa doma? Prav vi kot družina, prideš domov, zunaj mediji o tem govorijo, zunaj se ljudje pogovarjajo, komentirajo na vseh možnih kanalih. Kaj pa vi kot doma, ste se o tem pogovarjali? V bistvu prvi večer, ja. Ati je takrat rekel, da video ni resničen, mami se je odločila, da mu bomo verjeli in smo stopili na njegovo stran in mu želeli pomagati. Pa v bistvu vedno manj. Mi smo poskušali živeti normalno naprej, ampak ni se dalo, ni bilo mogoče. In v bistvu jaz sem imela občutek, da nas je afera še bolj povezala, da smo še bolj funkcionirali kot družina. Se je res pokazalo, da smo stojimo drug za drugim. Ampak to je bilo v bistvu spet ena napačna predstava o mojem očetu. Kako si pa videla očeta takrat? Kako si ga takrat videla, pa zdaj s temi očmi, ko gledaš tisti čas? Takrat se mi je zdel pokončen, močan. Sem si mislila, sej zmore, on je trdna skala, vedno je pomagal ljudem v stiski, jaz sem bila trdno prepričana, da bo on tudi sebi pomagal. V bistvu sem opazila, da se po določenem času, po nekem tednu dni, začelo z njim nekaj dogajati. On je bil zelo odsoten, zelo nezainteresiran. Pa ful je imel željo po obiskih. In to v bistvu do tistih ljudi, ki so bili na njegovi strani, ki so mu verjeli, ki so ga imeli radi, ki je bil z njimi v stiku, tudi ko je afera že bila v teku in ki jih je tudi omenil v poslovilnem pismu. Od vseh se je poslovil in vsem je na koncu rekel, radi se imejte, pa skupaj držite. Radi se imejte, pa skupaj držite. Takrat v bistvu nisem niti za trenutek pomislila, da bi on lahko karkoli takega naredil. On ni bil alkoholik, ni bil nek psihični bolnik. Ni bilo v bistvu iz izjemo te afere nobene zadeve, ki bi lahko nakazovala, da bo on nekaj takega storil, ampak žal ni zdržal. Danes, v bistvu, če gledam pa danes s svojimi očmi 10 let nazaj, pa v bistvu razumem vse tiste zapise, ki pravijo, svojci so tisti, ki morajo opaziti. Svojci so tisti, ki najlažje opazijo. Svojci so tisti, ki morajo pomagati, da je nekdo v stiski. Svojci so tisti glavni, ki lahko preprečijo samomor. Danes v bistvu to jaz se strinjam, ampak strinjam se 10 let potem, ko sem nekoga izgubila zaradi samomora. Ker če gledam nazaj, vidim,
Ampak v tistem trenutku pa nisem vedela, ker enostavno nisem verjela, da bi lahko on kaj takega naredil. Ampak znaki so bili, če zdaj pogledaš teh 10 let kasneje, ne? Znaki so bili ravno to, odsotnost, poslavljanje od drugih, tudi od vas. Od mene, ja. Od mene se je v bistvu on poslovil 10 minut prednje storil samomor. V mojo sobo je prišel, vprašal me, če bom lahko. Najprej sva nekaj govorila, pa me je vprašal, veš, a boš lahko. Sem rekla, ja, mislim, se pa je afera že skoraj za nami, zakaj ne bi mogla. In pol mi je rekel, veš, rad te imam. Me je objel, mi je dal petko in je rekel, da gre pospravljati garažo. In potem? In potem je čez 10 minut prišel domov brat in ga nikjer ni bilo in ga je par minut kiskal. Bile so garažna vrata od znotraj zaklenjena, so pa v bistvu take špranice, lesene narejene, kot namesto okna. In je brat pogledal skozi tisto špranico in je v bistvu videl. Najprej vrvico, pa v bistvu tudi njega, kak visi. Kako si se soočila s tem, ta tvoj, a boš zmogla lahko? Jaz v bistvu nisem razumela, zakaj je on to naredil. Nisem si znala razložiti, da je on to naredil. In nisem sprejela, da je on to naredil. In prvič sem razumela in sprejela, ko sem v bistvu jaz našla razlog. In ta razlog sem bila jaz in moje besede, ja, a ti zmogla bom. To si takrat mislila? Takrat je 10 let nazaj. Takrat sem v bistvu jaz v svoji glavi sebe obtožila za njegov samomor. In v bistvu je to zraven prineslo še eno bolečino, ki je sledila že iz časa, ko je bil še živ, ko smo bili podvrženi aferi, pa potem izguba očeta. Pa še to, da sem jaz skrivala v bistvu cel paket, ki se je v bistvu začel kazati telesno, da z mano nekaj ni okej. In kako si potem našla pomoč, da si to predelala? V bistvu jaz sem hitro. Prvi mesec, potem ko je on umrl, prve tedne so bili tako vsi za tebe. Si nekod živel, ker so prišli tisti obiski, pa tisti me bilo mar, pa tisti me bilo mar. Potem pa čez čas ostaneš sam. V bistvu sam s svojo družino, brez obiskov in se moraš vrniti v normalne tirnice. Meni je normalno, da se v bistvu nek družinski prijatelj pobere prej, ko najožji svojec. Sej te zlomi, sej ti je težko, ampak pobereš se, ker nisi direktno prizadet. Hudo ti je za mene. Če bi pač vedel, kaj se z mano dogaja, bi me želel pomagati, ampak če jaz nisem povedala, kaj se z mano dogaja, je logično, da je on živel življenje naprej, jaz pa pač ne. Oprosti, ti si se zaprla takrat? Jaz sem se zaprla, jaz sem v bistvu pred sebe dobila zid, ki je v bistvu žal se postavil tudi med mene in mojo mamo. In v bistvu sanjala sem ga, v sanjah mojih je delal samomor, jaz sem bila z njim doma, nisem ga mogla rešiti. Bala sem se, da bom mamo izgubila. Bala sem se sanj, jaz sem 3 dni pred njim umrl, sanjala, da so mi izpadli zobje. Bala sem se izgube kjerkoli drugega družinskega člana. V bistvu nisem govorila o sebi, bila sem v stiski. Vsi so bili znaki že prej, ampak tisti je pa bil en kak teden po mojem rojstnem dnevu, ko pa mene začelo v prsih stiskati. In najprej to, ko sem bila sama, pol doma in pika na i je bila po bistvu, ko se je to meni zgodilo v šoli. Takrat sem jaz klicala mami in sem rekla, mami, jaz moram iti domov, jaz nisem v redu. Mama je prišla po mene in je rekla, Ana, zdaj pa je dovolj, s tabo je nekaj narobe in zdaj greva pa mi po pomoč. In ti je pomagalo, strokovno pomoč, pogovori? Definitivno ja, si drugače ne bi bilo knjige. Kaj pa ti je najbolj pomagalo? Prav pogovarjati se o tem, ali kako sta delali? To je najtežje vprašanje. Jaz ne vem, kaj je meni pri psihologinji toliko pomagalo, kaj je meni pri svetovalni delavki toliko pomagalo. Enostavno, govorila sem o tem ampak govorila sem samo na prvi obravnavi. Pol v bistvu smo začeli bolj delati na tem, če se jaz veselim. Kaj je v bistvu tistega obiska do naslednjega obiska takega, česar se jaz veselim in kaj moram jaz na naslednjem obisku povedati, kak sem se imela.
pozitivne zadeve. Pozitivno so gledali. A si bila kaj jezna na medije, ali jezna na tiste, ki so posnetek objavili, ali na tiste, ki so komentirali, na vse? Jaz sem bila jezna na vse na začetku. In to jezo sem v bistvu jaz mogla dati ven. In dala sem jo s pisanjem. Ogromno zapisajo v bistvu v tistih najtežjih dneh nastalo. V tistih dneh, ko oče je bil še živ, pa je afera trajala in predvsem potem, ko so v bistvu je oče naredil samomor in sem jaz iskala krivca, zakaj se je to zgodilo. In dejansko so pomagali. Zapisi. Ja, mislim, zapisi ne. To, da sem pisala, ker potem sem probala tako, kot da mi je za 5 minut nekaj padlo dol in jaz sem imela energijo, da živim. In če smo že pri pisanju, evo iz knjige. Želim si, da kot družba pridemo do točke, ko samomor in duševno zdravje ne bosta več tabu temi. Da bo posameznik že kot otrok naučen, da je takšen, kakršen je, najboljša verzija sebe, da predstavlja nekaj unikatnega in da ga je okolica dolžna sprejeti, kakršenkoli že je. Želim si, da vzgoja otrok postane takšna, da bodo otroci drugačno sprejemali kot nekaj normalnega. Da bomo psihično nasilje obsodili še bolj in otroke naučili, da je nedopustljivo izvajati kakršnokoli obliko nasilja, tudi če kdo kaj ni po tvojem okusu. Otroci so ogledalo odraslih in spremembe na bolje se bodo začele dogajati samo, ko in če se bo najprej na bolje spremenil vsak izmed nas odraslih. Zanimivo pa je, Ana, da seveda 10 let je minilo, ampak v knjigi pa ni čutiti te neke jeze do česarkoli, ampak bolj samo opomnik, da dajmo razmisliti, preden tako brez razmisleka komentiramo in sodimo druge ljudi. Kaj bi tvoj namen, da si te zapise potem objavila v obliki knjige, da gre med ljudi? V bistvu, da sem jaz prišla do te, da sem jaz začela pisati knjigo, sem jo že večkrat pred tem, ko sem jo končno začela pisati. Ampak nikoli ni bil pravi čas in nikoli nisem prišla dlje kot do prvih 3 strani. Jaz sem isto morala nehati biti jezna na ljudi, da sem v bistvu lahko nekaj takega napisala. Ker če bi v bistvu pisala obtožujoče, kazala s prstom na kogarkoli, bi počela popolnoma enako, kot so v bistvu 10 let nazaj počeli tisti ljudje, ki so v bistvu mojega očeta spravili do roba, do obupa. Moj namen, v bistvu knjigo sem napisala z namenom prvi vrsti pomoči ljudem, ki se znajdejo v stiski, da vidijo mojo pot in se zavedajo, da obstaja pot, da v bistvu premagaš težave in se ponovno dvigneš. Napisala sem jo kot opomin vsem tistim, ki se še ne zavedajo moči besed, da se bojo začeli zavedati, preden bodo oni sami postali tarča besed. In tretji namen je v bistvu bil kot spomin na mojega očeta, na nekoga, ki več ga nažalost ni med nami, ampak jaz vem, da je on zelo srečen in da se prav smeje z enega oblačka. Kaj bi mu povedala? V bistvu, da ga imam rada, da ga pogrešam, da mu ni bilo treba umreti, pa da upam, da je ponosen in da v bistvu vidi, koliko, ne morem reči ravno lepega, ampak velikega in pozitivnega sem potegnila iz njegove tako tragične zgodbe. In da v bistvu se mi zdi, da bo skozi moje zapise živel večno. In pač, da se ga nihče ne bo pozabil in ne bo pozabil tega, zakaj je v bistvu on umrl. Tvoja knjiga je prišla tudi do sedajšnje predsednice države, gospe Nataše Pirc Musar, ki je v knjigi pa zapisala: "Jokala sem o branju in verjetno bi, tudi če Anine zgodbe ne bi poznala tako podrobno. Jokala predvsem zato, ker je svet še vedno poln sovražnih komentarjev in ker vem, da nikoli ne bo bistveno drugače. Prav vsak bi mogel prebrati to knjigo. Morda bo zaradi te zgodbe zlonamernih zapisov na družbenih omrežjih manj. Beseda je namreč kot kamen, kamor pade, pusti sled.
Vem, da je Ana zapisala svoje občutke zato, da bi pomagala drugim v podobnih stiskah. Jaz pa si želim, da bi to njeno bolečino začutili novinarji. Ja, naj bo to priročnik zanje. Nosijo veliko večjo odgovornost kot, največkrat anonimni, zlobneži, ki si drznajo pisati in soditi o zasebnosti drugih. Tvoja knjiga je res, oziroma tvoja zgodba daleč prišla, kličajo te na mnogo dogodkov, da govoriš o zgodbi z namenom, da se opozarja na to, da ni tako nedolžno preprosto komentirati karkoli kdor želi. Kako gledaš na to? V bistvu zelo sem ponosna in zelo sem vesela. Jaz sem iskreno pričakovala, da knjiga bo neki bum, da bo brana, da v bistvu bo dosegla veliko ljudi. Zato, ker v bistvu je tudi 10 let nazaj pa tista afera bum. Ampak definitivno si pa nisem mislila, da bo šla v take razsežnosti in predvsem, da bo v bistvu knjiga tako dobro sprejeta, da jo bojo ljudje vzeli za svojo, predvsem pa sem vesela v bistvu, ko dobim kak komentar, da je komu moja knjiga pomagala. Ali pa da v bistvu v njej, v moji zgodbi vidi smisel, da pomaga nekomu od svojih bližnjih, ki je v stiski. A te smem prositi, da pa prebereš pismo, ki si ga v knjigi namenila očetu, nekje sredi knjige? Izvoli. Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat. In to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal. Ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturantskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim. Le da ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav. Samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš ves ponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila. Vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem. Da te potrebujemo in da bi ostal z nami. Zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te in te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek. Mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapevt v težkih dneh in predvsem moj ati. Ti si tisti petek vedel, da je to tvoj zadnji dan. In čeprav me je to dejstvo dolgo bolelo, sem danes resnično vesela, da si bil na svoj zadnji dan kljub vsemu trpljenju nasmejan. Upam si trditi, da si bil ta dan srečen in da si ga preživel tako, kot si ga želel. Počaščena sem, da si velik del svojega zadnjega dne delil z mano. Ta petek je res eden najlepših spominov mojega življenja. Nosim ga v srcu in nosila ga bom, dokler se zopet ne vidiva. Do takrat pa, z ljubeznijo, tvoja Ana. Ana, najlepša hvala. Prosim. Ana Kamenik, ravnateljeva hči, vsem nam opomnik, da besede bolijo in da ni tako nedolžno, kar komentiramo in dvakrat premislimo, dokler sodimo o življenju drugih, ker Ana, že zdaj tvoja knjiga marsikomu pomagala in naj seže še do več src, še do več ljudi, da seveda ne bo takih zgodb, da bi bile še kakšne podobne knjige napisane. Ana Kamenik, najlepša hvala, da si prišla v oddajo. Hvala za povabilo.